Gremo. 3, 4, zdaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! In sicer, kdo od vas pozna to pesem, ne dvigne roko? Ok, druga stvar. Se bo v zadnji odprl še zadnji meni, ki pa je vedno na D strani. Osnovni meni z bližnicami do prej omenjenih razdelov. Gospodje škofje bojo vsi sedeli, to je mogoče res. Dan v dogajanju bo molitev rožnega venca, pričevanje, program živi. Kar počnemo, kar imamo, ali pa kak nas drugi vidijo. Iščemo priznanje, ljubezen, simpatijo, vsi hočemo imeti neke pohvale, pa biti dobri. Tako recimo Ulf, pač on si je hotel, da si njega vsi zapomnijo, kak je bil dober, čeprav to v resnici sploh ni bilo res. V resnici pa ni isti kot ti. In zato ti samo Jezus Kristus lahko pove, kdo si. Gospod, kdo praviš, da sem? Danes res lepo izkoristite dan, dajte res, polahka pogledate vse, kar se danes dogaja, tako da res, dajte čim več danes polucati. Lepo je nagovor toliko mladih z tega odra. Sveta Maša je pred nami. In Sveta Maša ni predstava, ampak je odrešenski dogodek, pri katerem tist, ki ti govori v tvojem srcu. Jezus v Božji besedi govori. Na poti v Emaus se ustavijo pred gostiščem in Jezus razlomi kruh. In ko razlomi kruh, se skrije. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In s tvojim duhom. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, dragi mladi prijatelji. Zelo sem vesel, da smo se zbrali v tako velikem številu, da bi začutili Berilo iz 2. Mojzesove knjige. Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jetra, madijanskega duhovnika. Ko je prignal drobnico daleč v puščavo, je prišel k Božji gori Horeb. Tedaj se mu je prikazal Gospodov angel v ognjenem plamenu iz sredine grma. Bratje in sestre, če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo sprave. Ali eden izmed prerokov dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril, rekel mu je, ti si Kristus, sin živega Boga. Redovnice, redovniki, diakoni, bogoslovci, dragi gostje, še posebej člani tezejske skupnosti. Poseben pozdrav pa vam, dragi mladi prijatelji,
zbrani na letošnji stični mladih. Pred Bogom je moral sezuti obutev, si zakriti obraz in prisluhniti besedam, ki mu jih je Bog spregovoril. Peter potem, ko izpove vero, kljub vsem svojim omejitvam, postane skala, na katero se Bog naslanja, da bi še naprej ostal med svojim ljudstvom, mladimi, ki so danes tukaj resnični. Ja, mene se je v Lizboni res dotaknilo spoznanje, da moramo prav takšne dogodke, kot je to, prepustiti Bogu in pozabiti na pričakovanja in zaupati, da ima On zame, pa zate, pa za vse pripravljeno eno res. Varjenje, odrešenje in posvečenje bosta postala Kristusovo telo in kri. Prav to je namreč storil Kristus pri zadnji večerji. Vzel je kruh in kelih, se z njima zahvaljeval Očetu za njegova dela, ter ju spremenil v svoje telo in kri. Pri obhajilu bomo vsi deležni tega kruha iz nebes in keliha zveličanja. Zdaj pa mogoče še par čist. Brother John Patrick from India. Brother Kilian from Germany.
Mavrica? Tako Marica, društvo Mavrica. Mi peljemo otroke na morje. A ja že vem, ja. Otroka pa še ni. Evo, Luka, ne? Eni pa teh, ki se znajo. Ti že to zarijo. Jure na sliko, se ti tebe Kje ste? Zakaj? Zaradi prvo Tista punca poznam. Ajde, čau, ajde. Recikla dol na klop so sedeli in seveda se da na tarča, da ti nekdo pobere, ker ima. So te skoncentrirane droge, da vidiš nekaj oboješ, nekaj primeš. Vsak dan ob 6. zjutraj čakali dostavo, ker jaz sem živela v centru Ljubljane in dostavo pred moj blok, da smo pač... Zmanjkajo osebe, s katerimi bi podelil te stvari. Moramo kaj povedati? Nič. Samo sliko. Ja. Je ta, ne, edina. Dobro, zdaj, na neki točki, če je katastrofa, ne, za oba. Ne, včeraj so take družini gor, recimo brez očeta, pa... Vrne se, zasukaj se znova, ne? Okay.